Profesorica Tamara Lah Turnšek, kot predsednica Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije ste se zadnje mesece intenzivno ukvarjali s pripravo novih izhodišč zakonodaje na področju znanosti in tehnologije. Poleg področja znanosti so pripravljena nova izhodišča tudi na področju visokega šolstva. Nadrobneje o izhodiščih, zlasti za znanost in tehnologijo, nekoliko kasneje, a najprej tole vprašanje. V obdobju priprave so potekale diskusije, a je potrebno oblikovati skupen zakon ali pa različna. Lahko povzamete razloge za in proti, ki so se oblikovali v času razprav in zakaj je prevladala odločitev za dva zakona, čeprav gre v nekaterih področjih tudi za prekrivanje. Ja, hvala za to vprašanje, ki je bilo eno ključnih, s katerim smo se ukvarjali v zadnjem letu, tako oba sveta za visoko šolstvo in svet za znanost in tehnologijo. Ločeno na sejah, potem pa smo imeli tudi nekaj skupnih sej in dve delovni skupini, ki so se tudi sestajali skupaj. Pri teh razpravah smo ugotovili, da je področje tako prepleteno, da je pedagoška dejavnost na univerzah in raziskovalna dejavnost na univerzah in inštitutih in seveda tudi delno pedagoška dejavnost, ki jo izvajajo raziskovalci na inštitutih, res pravzaprav ena in ista dejavnost. In da so ti raziskovalci naj bi imeli nek enoten status, kar sem še posebej jaz zagovarjala, da se uredijo neskladja, ki so zdaj v statusu obeh vrst raziskovalcev, obeh vrst. Saj raziskovalci so ena vrsta, samo nekateri imajo poleg tega še druge zadolžitve. Skratka, da je to tako prepleteno in podobno, da je smiselno, da področje ureja en zakon. To imajo tudi v nekaterih drugih državah urejeno in pravzaprav smo v predzadnji skupni seji obeh svetov sklenili in ugotovili, da je ministrstvu potrebno predlagati v izhodiščih, naj deluje tako, da bo pripravilo en zakon. No, po tej seji so še potekala usklajevanja z ministrstvom, mi smo dali svoje argumente, ministrstvo je več ali manj vodilo te razprave, vendar se ni opredeljevalo, dokler ni na zadnji seji, torej na zadnjem sestanku, še pred to sejo, s predsednico Sveta za visoko šolstvo, dr. Lučko Lorber in menoj prišlo do jasnega pojasnila ministrstva, da so se odločili za pripravo dveh zakonov. Zakaj so se odločili za pripravo dveh zakonov, je po eni strani razumljivo in ta argument, da bo s tem zakona hitreje napisana, kakor če bi začeli na novo pripravljati skupen zakon, ki bi bila novost. Pravzaprav v tej zakonodaji bi seveda to vzelo dalj časa, ne? Oziroma krajši čas, če pripraviš dva zakona, ki že obstojata in jih je potrebno samo prirediti tako, da seveda sta usklajena. Naš pogoj je bil, da če sta dva, naj bosta usklajena, vendar glede na kapacitete in situacijo na ministrstvih, o katerih je govorila tudi sama ministrica, navedla je, da pač zaradi določenih kapacitet in da so zmogljivosti ministrstva take, da bodo lažje pripravili dva zakona, kar pomeni, da nekako niso pripravljeni ali pa ne zmorejo zalogaja priprave enega samega zakona. Ki je bil najbrž bolj zahteven? Zahteven, seveda, ker je treba določene stvari popolnoma spremeniti, ne. No, tudi ta izhodišča pravzaprav zahtevajo določene spremembe, ki bi jih moralo to ministrstvo izboriti, glede na stanje, ki je sedaj. Mi imamo zakone, ki so stari 30 let. Situacija, okolje in mednarodna skupnost se je med tem strašno spremenila. Pa še vedno se velja nek zakon o zavodih, kateremu smo podvrženi obe vrste raziskovalnih inštitucij, ki je popolnoma nerealen za naš, torej mogli bi spremeniti neke vrste status, dosežiti avtonomijo oziroma ta zakon bi mogel se izvzeti iz določenih zakonov, ki zdaj veljajo za take organizacije, kot smo mi. No, kot dokument, na osnovi katerega so ta izhodišča nastajala, je bila resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije, kratka oris, ne, se imenuje.
No in RIS pa je sledil priporočilom evalvacije OECD, ne, po kateri naj bi se razmejila dejavnost univerze in inštitutov. Inštituti naj bi bolj pač po teh priporočilih OECD-ja sodelovali z gospodarstvom in tudi večji del sredstev naj bi pridobivali na trgu. Temeljna znanost pa naj bi se bolj razvijala na univerzah in bila bolj vpeta v pedagoški proces. Kako vi to komentirate? Dobesedno ste citirali RIS, kar se mi zdi zelo korektno, ker to je res napisano noter. In mi smo že na vseh sejah ugotavljali, da je bil RIS napisan torej prvič v določenem obdobju 2011, ko je bilo še sredstev dovolj, relativno dovolj, medtem ko današnja situacija, ko je sredstev precej manj. In ko so se tudi druga razmerja v družbi spremenila, v določenih stališčih ta RIS ne sledi več temu, kar bi mi želeli, ne. OECD je seveda prišel sem, pogledal, kakšna situacija, precej z vrha navzdol, in ni upošteval dejansko historičnega razvoja znanosti na Slovenskem, niti ne mogoče v Jugoslaviji, in velikokrat so nas celo označili kot vzhodnoevropsko države, kjer so bile akademije, v bistvu neki raziskovalni inštituti, in so gledali na te inštitute, kot da so to neke inštituti nekih akademij, okostenelih političnih struktur. To je bilo precej politično motivirano, da so napisali tako pač odločitev na eni strani, na drugi strani so bili še kakšni drugi motivi. Vsekakor pri nas je zadeva taka, da so javni raziskovalni inštituti, imajo poslanstvo, njihovo poslanstvo je ustvarjanje temeljne znanosti, ki je enako dobra, če ne boljša v določenih področjih, kakor je na univerzah. Posebno na nekaterih univerzah. In da to temeljno znanost morajo ustvarjati zato, da seveda prenašajo to znanje v družbo. To velja tudi za univerze, kjer pa prenašajo univerze to znanje na študente, torej na vzgojo mladih kadrov, kar delajo pa tudi inštituti vzporedno s tem, ko vzgajajo mlade raziskovalce. Vsaj polovica inštitutskih raziskovalcev predava na raznih univerzah predmete, ki pravzaprav izvirajo iz njihovega raziskovalnega dela, torej spet povezano. Vendar pa imajo inštituti, in to se pa tudi strinjam, nek določeno drugačno nalogo, to se pravi, da delujejo bolj z gospodarstvom. Čeprav to univerzam nikakor ni prepovedano, nasprotno, posebno v tujini vidimo, v Ameriki so univerze tesno povezane z gospodarstvom, tako da to pri nas so tudi lahko. Samo inštituti imajo to tradicijo že dalj časa. Tudi nastali so zaradi povezav gospodarstva, vendar se pa nikakor ne morem strinjati, da naj bodo del gospodarstva. Kajti potem ne vem, kako bi to predstavljala, da bi šli na Nacionalni inštitut za biologijo kam, katero gospodarstvo? Farmacevtsko industrijo? Morda. Naše sodelovanje z gospodarstvom je v področjih za določene projekte, če pa recimo gospodarska organizacija, kjer naj bi bil inštitut propade, je prodana, se prestrukturira, kam bo šel ta inštitut? To ni več inštitut nacionalnega temeljnega raziskovanja, ki je nujno potrebno, če hočeš potem ti sodelovati z nekim drugim gospodarstvom, tretjim in tako naprej. Skratka, fleksibilnost sodelovanja z gospodarstvom je zagotovljena samo, če imajo avtonomijo, inštituti enako avtonomijo o svojem poslovanju, raziskovanju, kam se bojo usmerjali. Seveda se lahko gospodarstvo, tudi je naša želja, to sploh ni problem. Problem je pa v tem, da to ne sme biti uzakonjeno. To je nesmisel, to je čisti nesmisel. In istočasno imajo inštituti še neko drugo poslanstvo, ki ga pa univerze izvajajo v zelo majhnem obsegu. To je pa to, da delamo z ministrstvi. Mi delamo strokovne naloge za številna ministrstva, recimo naš inštitut za biologijo s kmetijskim ministrstvom, na področju genetsko spremenjenih organizmov, z ministrstvom za okolje na področju voda, torej raziskave, ki vodijo v razvoj metodologije za sledenje ali karkoli pač ekspertna mnenja, ki jih rabijo. Pride neka epidemija, recimo sadja ali karkoli, to smo imeli tudi primer, ne? In treba je takoj ugotoviti, kdo, kaj in kako ukrepati. Skratka, inštituti nudijo svoje znanje tudi za politične odločitve raznim ministrstvom. Prevajanje evropske zakonodaje v slovensko smo sodelovali zelo veliko, zaradi tega, ker so mogli
Torej, administratorji, uradniki na ministrstvih niso znali niti osnovnih Terminov. terminov in pomena tega. In kaj lahko mi v svojo zakonodajo lastno damo. Mi poznamo Slovenijo in mi vemo na področju recimo okolja, voda, to, kar pač raziskujemo, to poznamo in to lahko svetujemo. Skratka, to je naloga inštitutov, naloga univerz pa je seveda bolj vzpostaviti močen izobraževalni sistem, vendar pa tako univerza kot inštituti naj bodo v tem zakonu, to smo si želeli, povezani tako, da imajo enako moč avtonomije, torej enak nivo avtonomije, naj bodo tudi enak status raziskovalcev, ki lahko dela delno pedagoško, delno raziskovalno, ta razmere so lahko različna. Lahko tudi v eni inštituciji, ki je čisto raziskovalna, recimo, pa imamo nekoga, ki je izredno nadarjen za pedagoško dejavnost, se bo ta usmeril bolj za delo z študenti, in bo tudi več predaval in bo tudi vodil mlade raziskovalce, ki jih imamo. Pri nas delajo mladi raziskovalci, doktoranti, tukaj je ogromno edukacijskega dela potrebnega, da jih formiraš v nekega zrelega doktorja znanosti, ki jim nudimo še druge veščine, kot so poslovanje in tako naprej. Skratka, ti dve ustanovi, univerza in raziskovalni inštituti, so obe raziskovalni inštituciji in obe tudi pedagoški, samo v različnih razmerih. In to sem želela, da bi ta zakon uzakonjal, pa to ni nemogoče. Rabi pa veliko razumevanja, rabi pa pogum, da se izloči iz sedanjih okvirov neke starinske, da rečem, zakonodaje, ki je sploh nerealna. Poglejte, že v času, ko je se pripravljala, pa že potekala razprava o teh izhodiščih, ste vi eni na minulih sejah predstavili tudi dopolnitev poročila učinkovitega upravljanja raziskovalnega in inovacijskega sistema, prej imenovane resolucije RIS, ne? In sicer takole, zaobjeli ste te pomanjkljivosti v 5 točkah, takole ste rekli, gre za kakovostne raziskave v javnem sektorju, učinkovito upravljanje raziskovalnega in inovacijskega sistema, vzpostavitev zmogljivosti podpori raziskavam in inovacijam, o inovativnem gospodarstvu in o promociji znanosti. Se vam zdi, da so to šibke točke, recimo omenjene resolucije? Ne, resolucija je to čisto lepo obravnavala, ne? Kar je šibka točka je to, da se je to ne izvaja. Vidite, tukaj pa ne sledi ministrstvo ali pa vlada več navodilom OECD-a o inovativnem gospodarstvu in vzpostavitvi tega inovacijskega sistema. Namreč postavitev šepa že odkar se je področje tehnologije z Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in šport premaknilo na Ministrstvo za gospodarstvo. Prej je to urejalo tako imenovano MIZT, Ministrstvo za znanost in tehnologijo, ustanovili so tehnološko agencijo in ta prenos je pravzaprav zelo dober, šel tudi sodelovanje med gospodarstvom in šolstvom, visokim šolstvom in znanostjo je bilo zelo dobro. Spomnim še časov, ko sta bili obe ministrici ženski, dr. Lucija Čok in dr. Teja Petrin, ki sta odlično sodelovali in imeli krasen koncept, takrat se je uveljavil koncept grozdov in tako naprej, kar je zelo podobno, kar je danes ponovljeni koncept strategije pametne specializacije, skratka, najti smeri, ki so v gospodarstvu močne in kjer imamo tudi zadovoljivo ali pa odlično znanost in jih povezati. In ta koncept potem ni šel, potem pa je prišlo do politične spremembe in tukaj je naredila veliko napako politika in slabo uslugo razvoju našega gospodarstva, da je oddelila oboje ministrstev in danes te agencije, ki se je potem na Ministrstvu za gospodarstvo preimenovala v Spirit, ta agencija ne skrbi za prenos tehnologij, kajti prenos od akademije do gospodarstva rabi nek vmesni kapital, ki mu zunaj rečejo venture kapital, se pravi rizični kapital, ki ga dajejo vlade, tudi privatniki, ker vidijo tam celo profit. Zakaj dajo privatniki venture kapital? Najbrž ne brez razloga, saj privatnik vedno gleda svoj profit, država ga pa ne vidi.
Naša država tega ne vidi, to je težko razumeti. Najbrž niso samo altruistične nagnjenosti. Ja, ne vem, kakšne nagnjene so, ampak to sigurno ne taka, da bi vzpostavila inovacijski sistem, kot je treba, in inovativno gospodarstvo. Gospodarstvo si samo postavlja inovativne cilje danes, ko ve, da je to edino, kjer bo lahko konkurenčno. In tukaj spet šepa povezava z raziskovalci, ki jih uporablja ali ne, kadar jih pač uporablja, in to, kar je zapisano v risu, da se inštituti priključijo gospodarstvu, je v takem kontekstu še večja iluzija. Skratka, pogrešamo to, da bi bil to zakon raziskovalno-razvojni inovacijski dejavnosti, kakor se je prej imenoval. Oziroma se še vedno imenuje obstoječi. To se pravi, zdaj je treba spremeniti ta zakon tako, da bo samo še zakon raziskovalne razvojne dejavnosti. Zgubili smo inovacijski del v tem zakonu. Ali bo ministrstvo s svojim novim zakonom o podporni dejavnosti ali podpornem okolju, nekaj podobnega, res zajel to okolje inovacijsko tako, da bo to tudi zaživelo, tega vam ne vem povedati. No, sicer pa so inovacije tako in tako neka prioriteta, ne, razvoja. Seveda SVRJK, ministrstvo, ta služba Vlade za razvoj in kohezijsko politiko, meni, da je strategijo pametne specializacije to tudi zajelo. Vendar ni. To so samo špice na določenih, nekaj projektov je, ampak to ni temelj, ki bi dvignil inovacijsko raven celotne družbe in predvsem še gospodarstva nasploh. So pa določene smeri, tudi določene firme, ki bodo iz tega dobile nekaj projektov. To je vse fajn, ampak brez dodatnega denarja, vlaganja, predvsem vlaganja, in to je pa tisto, kar je pa ta zakon, torej popolnoma, kar bi ta zakon mogel predvsem poudariti, da je treba, kot RIS pravi, in to bi bilo ključno, vsako leto povečevati ali pa vsaj vzdrževati del vlaganj v znanost. Torej, druge države imajo v planu povečevanje za določen odstotek, tako da pač v določenem letu pridejo na določen procent. No, pri nas se je to izigralo, zelo izigralo in grdo izigralo, to lahko povem. Namreč država je vlagala zmer manj, od 0,7, da smo štartali 2011, in so obljubljali 1%, zdaj je 0,4, se pravi, je šlo glih obratno smer za padec državnega javnega vlaganja v znanost, medtem ko gospodarstvo, ki trdi, da vlaga za raziskave in razvoj, je zaradi davčnih olajšav to prikazovalo kot vložek v inovativnost in v znanost, kar pa seveda je morda res v določenih primerih, v določenem procentu, vendar pa nikako ne v 2%, kakor trdi gospodarstvo in državna statistika. In ko Evropska pogleda tam pač Unija pogleda na vlaganje v znanost, razvoj in raziskave v Sloveniji, vidi 2,4%. To je pa že kar krasno, ampak tukaj je mišljeno 2,4 resnično denarja za znanost, pa ga ni. Torej, tega denarja je mnogo premalo. Raziskovalni inštituti se krčimo v številu sodelavcev. Bojim se tudi, da opreme strahotno primanjkuje. Sodelovanje z gospodarstvom, ki si ga želimo vsi, temelji na najboljši opremi, kajti samo znanstveniki, raziskovalci, ki delajo z najboljšo opremo, tudi razumejo, znajo uporabljati in prenašajo v gospodarsko rutino. In tega se zelo dobro zaveda firma Lek, to je pa en vzor, to pa moram pohvaliti, ki točno za to skrbi in se strašno povezuje z raziskovalci, morda tudi po vzoru Novartisa ali pa Sandoja, in se vidi, da pravzaprav trendi, ki so svetovni, se prenašajo v realnost na tem področju gospodarstva. No, ker ste omenili kadre, me zanima tole. V teh razpravah zakonskih določil so seveda tudi omenjeni vprašanje človeških virov. Ja. O skrbi za ustrezno vrednotenje raziskovalcev se vi pogosto oglašate, ne samo kot predsednica Sveta za znanost in tehnologijo, ampak tudi kot direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo. Imate kakšen komentar, kako so opredeljena skrb za... Poglejte, tukaj je tudi ena velika dilema in razprava potekala.
na to, da je torej status raziskovalca, kot sem že prej omenila, naj bo enoten, vendar pa to ni vse, torej kakšen pa naj bo status raziskovalca kot javnega delavca. Tukaj je velik problem v tem, da velja neka huda uravnilovka in da je nemogoče nagrajevanje tistih, ki so uspešni, tistih, ki lahko sodelujejo z gospodarstvom in prinesejo določene projekte na inštitut in tisti, ki ne. Skratka, mi te možnosti nagrajevanja nimamo. Plačni sistem omejuje plače raziskovalcev, da ne govorim o plačah administrativnih delavcev, ki delajo v raziskovalni dejavnosti, ki so najnižje. In seveda s tem varčevanjem je to prišlo še pod nivo, torej, rekla, spodobnega. In seveda zato prvič raziskovalci zapuščajo, sposobni raziskovalci zapuščajo naš prostor, posebno mladi, to ni nič novega. In mi bi želeli, da bi bilo možno, da bi izvzeli raziskovalce iz plačnega sistema, kakršen je zdaj, torej javnih delavcev. Kajti ta plačni sistem ne motivira, ne nagrajuje in podcenjuje delo raziskovalca. Tudi narava dela je drugačna. Naprimer, če smo mi javna inštitucija, je varčevanje javnih inštitucij, da se ne moremo več zaposlevati novih ljudi, ker varčujemo. Pri čemer smo mi projektna organizacija. Ko ti dobiš projekt, rabiš tudi nove ljudi. In takrat moraš zaposlevati. Zaposlujemo mlade raziskovalce, to so potem nekako izvzeli, da to se pa lahko naredi, ker so kao študentje, in tako dalje. Skratka, rigidni sistem do skrajnosti in nezadovoljstvo raziskovalcev je veliko, in seveda demotivira jih. Zato seveda smo to dali kot prioriteto, vendar pa kot vidimo v našem političnem sistemu, primer zdravnikov, je to največji možni politični greh, ki ga lahko nekdo naredi ali pa sploh nanj pomisli, zaradi tega, da bi kdorkoli v javnem sektorju, kakor je zdaj definiran, izstopil glede plačnega sistema v javnem sektorju. Skratka, tu smo nezadovoljni. Nekega posluha za to. Ne. Torej, to ostaja kot ostaja, čeprav se da pa znotraj zakona mečkaj to motivacijo, se da pač se da nekaj morda dopolniti in tako naprej, da bi bila večja fleksibilnost pri nagrajevanju delavcev. Nismo si mogli splačevati niti določenih učinkovitosti, to se pravi nekdo, ki je res izredno sposoben, ki ogromno dela, lahko mu izplačaš nekaj nadure, ampak to je minimalno in to ne moš kar naprej delati. To se pravi, ni sistemske rešitve, kako nagrajevati sposobne, in če bi to bilo, bi ljudje bili motivirani res, pa ne delati več, ampak delati bolje, bolj učinkovito. To vaše stališče se tako ali drugače na nek način veže tudi na to, da področje znanosti in raziskovanja ni imuno tudi na vprašanje etike in etičnega obnašanja. Ja, ustanovljena naj bi bila Nacionalna komisija za integriteto v znanosti. Pa me zanima, kakšno vlogo in kakšen status naj bi imela po vašem ta komisija. To vas sprašujem tudi zato, ker je bila na pobudo nekaterih raziskovalcev organizirane so bile že javne razprave o vprašanju etike. Ja, seveda, etika je kršena povsod. Tudi Slovenci nismo nič drugačni, kot kje druge. Drugačni smo pa pri nas, kako to toleriramo. Mi toleriramo zelo veliko. In pokazalo se je tudi v raznih primerih, da bi bilo potrebno pač upoštevati nek etični kodeks in temu primerno tudi imeti neke sankcije, ki bi te kršitelje lahko opozorile ali pa kaznovale. V Ameriki tudi so zakoni, kar se tega tiče, zelo strogi. Vsaka univerza ima svojo etično komisijo, kakorkoli pač že tam imenujejo. Imajo pa tudi komisije na najvišjem nivoju, kot so recimo ministrstva oziroma recimo za zdravstvo, imajo zelo močne etične komisije, pa ne za medicinske raziskave, ampak za
te National Institutes of Health v Ameriki ima tudi svoje regulacije in te so zelo podobne povsod. Mi imamo te različne deklaracije, kodekse in mi smo jih vse sprejeli, od evropskega do potem so šanghajske lestvice, montrealske, različne, vsake toliko časa se raziskovalci svetovno kje sestanejo in ugotavljajo, kaj je treba še dodati tem pravilom. No, mi jih sprejmemo deklarativno, izvajalsko pa ne. Torej, zato je bila pobuda, da se res naredi neka etična komisija na nacionalnem nivoju, ki bi bila izven politike, se pravi izven ministrstva, izven ARRS, ki dodeljuje sredstva, čeprav to se mi ne zdi tako slabo. In je pri SAZU-ju, kar je pa tudi zelo umestno, nastala neka skupina, bila imenovana skupina, ki naj pripravi izhodišča za tako komisijo, ki jo bo imenovala ta komisija posameznikov, ki niso vsi člani SAZU-ja. In potem določijo ali pa izvolijo ali pa imenujejo člane te komisije, ki bo potem lahko tudi imela neke kompetence, kako ukrepati. No, tukaj se pa malo ustavilo, se mi zdi, ker nismo tudi med temi, v tej skupini nismo imeli konsensa, kako ukrepati. Zelo različna mnenja so bila. Bila so tudi mnenja, da naj vsaka inštitucija res ima tako komisijo. To jo ima univerza, to smo tudi na našem inštitutu ustanovili, neko pač komisijo za integriteto, kakorkoli to imenujete, v znanosti, to se pa v delovanju. In, to je interna znotraj inštituta in naj bi bilo, da bi že znotraj institucij pravzaprav sami, preden gre nekdo na to komisijo, ki je nacionalna in se potem to nekako razširi, znotraj inštituta se uredi, ali pa ne, če se ne uredi, če ta interna komisija ne more odločiti, se gre na višji nivo in tam se potem pa določi, da je bila res kršitev teh pravil, te deklaracije, teh pač ne vem kolikih je točk. In potem se pa pojavi vprašanje, kaj za tem, kakšne so sankcije. Sankcije pa mora izvajati inštitucija, ker se je to zgodilo. Ne? In tukaj nam pa manjka zakonodaja, ki bi ozakonila tiste mere, torej tiste ukrepe, ki naj jih, rečemo, uprava ali pa direktor izvede, če ta komisija ugotovi, da je bil kršen ta člen etičnega kodeksa. Kaj se naredi potem? Če delavca odpustiš, nimamo zakonodaje, je lahko to protizakonito, ne, oziroma se delavec pritoži, pa je potem inštitucija kaznovana. Če mu prepoveš delo raziskovalno, to mu lahko omejiš, recimo, da mu ne dovoliš vstop v laboratoriju. S tem imaš seveda sam zelo veliko škodo, ker imaš zaposlenega nekoga, ki ne dela nič. Skratka, tukaj je ena mrtva cona, siva cona, kakorkoli, ki bi bilo treba dobro prediskutirati in bi mogli biti taka, da bi bili na vseh inštitucijah enako. Ne pa, če recimo neka inštitucija nekoga odpusti zaradi resne kršitve, delovnega razmerja, kakorkoli, plus še etičnost in morale, gre ta na drugo inštitucijo in tam dobi odlično pozicijo. To je za mene nesprejemljivo, ampak to se pri nas dogaja. No, še tole, kakšna vaša v bistvu neka splošna ocena, glede priprave teh novih izhodišč zakonodajnih in oziroma tako, kakšno vlogo ima pri tem Svet za znanost? Hvala za to vprašanje. Mi smo svojo vlogo odigrali. Mi smo svetovali, mi smo zelo veliko časa posvetili temu in kar nekaj ljudi tem vprašanjem in izdelali dost močna mnenja, večina kar s konsenzom, celo obeh svetov, kar je zelo težko pravzaprav doseči. In smo bili ponosni na to, da smo dosegli enkrat soglasje med univerzami in inštituti in nekako smo bili optimistični, da bo se to res realiziralo. Vendar pa je sedaj na ministrstvu, da napiše zakon. To mi ne pišemo in seveda bo vzelo iz naših nasvetov to, kar bo samo hotelo. In je razočaranje predvsem glede teh dveh zakonov. Drugo pa seveda želimo ministrstvu najboljše in da čim prej to napiše, kar pač želi napisati. Da bi saj nekaj spremenili, če že ne res osnovnega koncepta delovanja te sfere. Tako da upajmo, da bo to čim prej. Bojo dali, kot po planu bodo dali ven, torej ministrska ekipa na ministrstvu ven koncept do konca, ne vem, kjer pa meseca že dali tega ali naslednjega, na kar se bo to še prediskutiralo. No, tukaj bodo velike debate, predvsem me izredno
izredno žalostijo debate, če že pri tem vprašanju sindikatov in študentov, ki kažejo popolno nerazumevanje situacije in gledajo vse stališča, koliko pravic in moči bo imela njihova beseda pri recimo upravljanju univerze ali pa inštitutov. To je zastarelo gledanje, saj sindikati in vodstvo večinoma niso na nasprotnih straneh, ampak naj bi bili na istih straneh. Sindikati in študente niti z eno besedo in stavkom niso izrazili zahteve po večjem financiranju raziskovalne in pedagoške dejavnosti univerz in inštitutov. Niso, sploh študentje pač so celo nasprotovali temu, da bi bili raziskovalne univerze, češ da pedagoški delavci, profesori, ki raziskujejo, nimajo časa za učenje, kar je totalno zgrešena. Torej, ne vem, kje so se vzeli, jaz ne razumem te mladine, pa jo poznam zelo dobro. Torej, ne razumem sindikalnih predstavnikov in študentov v teh telesih, da sem bolj natančna. Mladino pa poznam. Želijo si boljš raziskovati, boljš delati in biti konkurenčni tudi pri nas in zunaj. Tako da to je nekaj, kar se pa tiče sveta, ja, ne vem, mislim, da če bo zakon mislim tako, da ne bo v tem terminu prišel skozi, pa da ne bo sprejemljiv, potem bi mogli razmisliti, da se te sveti razpustijo, ker niso imeli nobenega pomena. Če pa smo kaj doprinesli, bomo pa veseli, ja. In v RIS-u je itak razpustitev obeh svetov, ali pa vsaj za znanost in tehnologijo, za visoko šolstvo, ne vem, ker imajo nekakšno drugo organizacijo strukture. Potem je to namišljeno, da bo razvojno-inovacijsko dejavnost vodil nek svet modrecev, da rečem temu, pri sami vladi, čeprav tudi ta svet je pri vladi. In vlada, predsednik vlade ne komunicira, oziroma karkoli smo že hoteli komunicirati, je preusmeril na ministrstva, se pravi, to on ne želi sploh slišati, kar je prvi predsednik vlade, ki to ne želi slišati, medtem ko ostali predsedniki vlade so se celo udeleževali svetov. Pač to, tako je njegovo stališče. Mislim, da pa res nismo kaj preveč potrebni. In naj se potem te sveti modrecev, strokovnjakov, ki so okrog predsednika vlade, vem pa, da jih ima nekaj, teh kolegov, ki jih tudi poznam, s katerimi se pogovarja, in morda tudi službo vlade za razvoj in kohezijsko politiko, ki izgleda, da vodi strategije razvojne v tej državi v zadnjem času. Potem mislim, da je bilo boljše ta svet ukiniti, ker je škoda časa in našega navdušenega volonterskega dela v tej dejavnosti.